Pozdravljeni v drugi oddaji Moč inteligence. Za vas smo pripravili vabljeni k kreativnemu ustvarjanju na plesnih, literarnih, likovnih, dizajnerskih ter glasbenih delavnicah. Intervju z Ines Fusar, mlado oblikovalko oblačil in tekstili. Ter za konec še reportaža z večera lokalne rock kulture v Dobu. Seksualnost kot tabu ter vse, kar se odkriva pod, nad in okrog tega tabuiziranega družbenega normiranja. Naš namen je, da odkrivamo globine in ne ostanemo na površini. Po lanskoletni reciklaži od decembra letos poteka Sexpress. V okviru Sexpressa potekajo likovne, literarne, glasbene, plesne in delavnice dizajna. Te delavnice nam omogočajo, da se spoprimemo z izzivom in odkrijemo večpomenskost dojemanja elementov seksualnosti. Pogovarjali smo se z Ines Fusar, sicer mentorico na delavnicah dizajna. Ines je diplomirala iz oblikovanja oblačil in tekstili na Naravoslovno-tehnični fakulteti Univerze v Ljubljani. Vseskozi se aktivno ukvarja prav z oblikovanjem oblačil ter z odkrivanjem vedno novih načinov izražanja skozi svoje delo. Z mano je Ines Fusar, diplomantka Naravoslovno-tehnične fakultete, smer modno oblikovanje. Oblikovanje oblačil in tekstil. Kdo te je navdušil za to? Moja stara mama je to obvladala in sem vedno kvačkala, štrikala, šivala. Na prijavnico napisala samo oblikovanje, nič druga. Ja, to sem že v osnovni šoli vedela, da to hočem. V bistvu vzameš si, kar si hočeš na faktu. Kako dolgo pa potem kreiraš oblačila? Kreiram, v bistvu risala sem jih na začetku, ne. In čeprav sem tudi šivala, res take enostavne stvari, ne. Da res potem za po nečemu podobno sem šele na faksu, ne. Prej je bilo vse bolj po domače, ne, bi se temu rekla. To, da je skupaj držalo, da mi ni odpadlo, ne. In pač takrat sem hodila v šolo. Malo sem jih čudem gledala, ampak meni je bilo všeč, ker so bila res moja oblačila, ne, ni bilo noben tak. Ideje, ki so seveda prenojeno vsak kos, kje jih črpaš? Zdrave, ljudi? Ja, v bistvu lahko iz kjerkoli, ne. Največ? Največ nekako iz sebe, ne, ampak skoro v tem, da to, kar pa pride v mene, je pa iz narave, iz glasbe, iz filmov, iz vsega, ne. To se nekaj nabere v meni in potem začnem to ustvarjati in točno natančno ne vem, kje je prišlo, ne. Nekaj zmešnjava, potem ko jo uredim. Je boljša oblika, če je iz žlahtnih material zgleda? Dragocenejša. In želja? Ja, moje želje so, da me nekdo povabi v takem projektu, ne, v takem sodelovanju. Poleg kreativnih delavnic, ki potekajo v okviru Sexpressa, pa smo za vas pripravili tudi Katanjado, turnir o igranju družabnih iger, po večeru lokalne rock kulture pa prihaja v februarju za vas tudi pustanje. V februarju bomo zaključili s končno produkcijo Sexpressa, ki bo postregla s hibridom med modno revijo, kratko komedijo ter razstavo. V marcu pa nas čaka še občin zbor ter dolgo pričakovano procovanje 2010. 19. decembra nam je zagodel sneg. 16. januarja pa smo imeli malo več sreče, saj je sneg zapadal šele naslednji dan. Končno nam je uspelo izpeljati večer lokalne rock kulture v Dobju. ŠKMŠ se je povezal s Špuknom iz Dobja, dogajanje pa se je preselilo iz centra na jug, kjer smo bili na koncertu The Reptiles in Radio Storm. Moram reči, da zelo pozitivni, zelo me je veselil, ko se jih je toliko udeležilo. Čeprav sem tam v bistvu doma, tam, kjer je bil koncert, nisem zaznal, da bi
Nisem pa poznal veliko ljudi, ki so prišli, se pravi, da so bili veliko od drugod, predhodni band, se pravi Radio Storm, mislim, da so kar dobro naživeli publiko in vsi so bili navdušeni, fajn je bilo špilati, vsi smo bili zadovoljni tudi s svojim nastopom. Karkoli. Misliš glede samega poteka dogajanja? Mislim, da smo kar v redu to zastavili, pač dogajanje, da je najprej ena skupina, da je najprej pač skupina Radio Storm, potem smo mi. Tako da ne bi nič kaj veliko spremenil. Bobnar je Miha Vrečko, ritem kitaro igra Goran Zapušek, na bas kitari je Paščinski Aleš, kitaro, električno kitaro, klaviature in pa tudi petje pa imamo preko jaz in Marko Goleš. Vse, ki to gledate, vas lepo pozdravljam, upam, da se boste tudi kdaj udeležili našega koncerta. Lahko si pa tudi ogledate naš video spot na ŠKMŠ YouTube kanal. Tokrat je to vse. Če te mika vodenje oddaje, nam prosim piši na info@skms.net ter se prepusti izzivu. Moč inteligence bo ponovno z vami čez 2 meseca, ko bomo med drugim poročali tudi o Brcovanju 2010. Čau!